Brian Koberger je za zapahi do konca življenja, vendar upa, da bo to spremenil. Ima kakšno možnost? Fant, ali ga čaka težka pot? To bi bilo, kot da bi jaz prvič poskušal splezati na Mount Everest brez vrvi in kisika. In ugani kaj? Koberger ima ljudi, ki ga podpirajo in mu pošiljajo denar. Povedala vam bom ime njegovega največjega dobrotnika, sem Anjanette Levy in to je Crime Fix. Brian Koberger prestaja 4 dosmrtne kazni in morda bi mislili, da bi potem, ko je v odprtem sodišču vstal, dvignil desno roko, prisegel, da bo govoril resnico in priznal, da je ubil 4 študente univerze v Idahu, šel v zapor in ga nikoli več ne bi slišali. To je bilo upanje družin, Maddie Mogen, Kelly Gonzalez, Ethan Achapina in Zane Coronado. A to se ne dogaja. Brian Koberger je jasno povedal, da ne bo izginil, vsaj ne potiho. Veliko ljudi po vsej državi verjame, da je Brian Koberger kriv. Sam je rekel, da je kriv. A zdaj, več kot leto dni potem, ko je bil Koberger obsojen na 4 dosmrtne kazni in še 10 let zaradi vloma, je vložil predlog za sodno presojo obsodbe po pravnomočnosti na sodišču okrožja Ada. Koberger pravi, da je bil prisiljen v priznanje in da so mu njegova pravna ekipa dala lažne obljube. Trdi, da ni bil obveščen o razbremenilnih dokazih. Pojavila se je trditev, da je imel Ethan Chapin v roki neznane dlake, vendar pa je sporno, ali je bila ta snov dejansko dlaka. Koberger pravi, da so mu njegovi odvetniki povedali, da bo zagotovo dobil smrtno kazen in da so razmere v oddelku za obsojence na smrt slabe. Koberger je zapisal, da gre za hudo napačno predstavljanje in obljube glede tega, kaj bi mu takoj omogočila dosmrtna kazen. Prav tako pa tudi za hudo napačno predstavljanje razmer v oddelku za obsojence na smrt v Idahu. Vključno s podrobno zgodbo o grozljivih izkušnjah zagovornika, ki si je ogledal pravo celico v oddelku za obsojence na smrt, veliko 8x8. Vse to je bilo sporočeno vlagatelju in njegovi družini, domnevno prek e-doka, preko zagovornika. S tem so bile izrečene grožnje in obljube, da bi ga spodbudili k sklenitvi sporazuma o priznanju krivde. Brian Koberger je prispel v najstrožje varovani zavod v Idahu na isti dan, ko je bil obsojen, 23. julija 2025. Od takrat je tam. O njej je zapornik številka 163214. Svoje dneve preživlja 23 ur na dan sam v svoji celici. Vložil je pritožbe, v katerih trdi, da ga drugi zaporniki nadlegujejo. In odkar je prispel, mu je več ljudi pošiljalo denar. Njegova največja donatorka, njegova mati, Marianne Koberger. Koberger je zaprosil, da bi svojo zahtevo za poobsodbeno pravno varstvo nadaljeval po obročnem plačilnem načrtu. Peticiji je priložil tudi svoje finančne evidence iz zapora. Ti zapisi kažejo, da je 6 ljudi v enem tednu po njegovem prihodu v zapor nakazalo denar na njegov račun pri zaporniški trgovini Kiev. Njegova mati je naredila največji polog, $300. Pravzaprav, Kobergerjeva mama je redno nakazovala denar. V njegovem prvem mesecu v zaporu je na njegov račun nakazala $700. Odkar je bil Brian Koberger zaprt, je njegova mama na njegov račun v zaporniški trgovini nakazala več kot $9200. Je to veliko denarja? Meni se sliši, kot da je, ampak o tem bomo govorili še malo kasneje. Preostala nakazila so prišla od njegovih podpornikov. Skupni znesek, nakazan na račun Briana Kobergerja v zadnjem letu, je $10,812. Stroški pa so skupaj znašali $10,635,10. Njegovo stanje na računu je bilo v začetku tega meseca $177,03. Zdaj, to morda ne vključuje 20%, ki jih država vzame za povračilo žrtvam. Kaj si lahko Koberger kupi? Na spletni strani zapora piše, da lahko osebe nameščene v zaporih in delovnih centrih idahovskega oddelka za popravne zavode v zaporniški trgovini kupijo dodatne higienske izdelke, hrano, elektroniko in oblačila. Blago v zaporniški trgovini je zagotovljeno prek pogodbe s podjetjem Kiev Commissary Network. Vsaka ustanova lahko prilagodi svojo ponudbo zaporniške trgovine, da ustreza potrebam posamezne ravni varovanja. Stanovalci lahko izdelke naročajo tedensko prek svojih računov. Naročila so dostavljena tedensko v vsaki ustanovi. Morda se torej sprašujete, kaj ponuja Kiev Commissary? Kateri izdelki? Spletna stran družbe Kiev Group prikazuje, da ponujajo številne izdelke, vključno z izdelki za nego kože in las, vitamini, dezodoranti, zobno pasto in prehranskimi dopolnili. Na voljo so tudi oblačila, kot so kavbojke, majice, kratke hlače, trenirke, spodnje perilo, čevlji in škornji, pa tudi televizorji, pisalni stroji, CD predvajalniki, prenosni radiji, slušalke in ventilatorji. Na voljo so tudi prigrizki.
Torej, da bi podrobneje pogledali te zapise o finančnem stanju Briana Kobergerja v zaporu, Želim povabiti dr. Dwayna Hendricksa, je nekdanji upravnik Zveznega zapora. Tako lahko skupaj z mano pogleda te podatke in jih resnično razčleni za nas. Dr. Hendricks, najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Hvala, da ste me povabili, Anet. Vedno je dobro biti z vami. Ja, tudi jaz. Pogovoriva se malo o tem. Bila sem šokirana, ko sem videla številko, koliko denarja je bilo nakazanega na račun Briana Kobergerja za kantino, odkar je v zaporu. Zdaj je že več kot $10,000 in to samo v prvem letu. Leto. In potem je večino tega tudi porabil. Mislim, po podatkih, ki jih imamo, mu je ostalo le še $177. Je ta znesek več kot $10,000? Je to veliko denarja, da se v enem letu nakaže na enega od teh računov? Da, ja in ne. Spet pa je odvisno od zapornika, njegovega finančnega stanja pred zaprtjem in tudi od družine, prijateljev in podpornikov, ki podpirajo posameznika z zapahi. Lahko vam povem povprečje. V zveznem sistemu je povprečni znesek denarja, ki ga imajo zaporniki, bi bil manj kot $500 kadarkoli. In to vključuje tudi znesek denarja, ki ga zaslužijo z delom v ustanovi. In večina zapornikov verjetno zasluži, veste, 30-40 centov na uro, odvisno od vrste dela, ki ga opravljajo. Torej je polog $10,000 za tega določenega zapornika precej visok, ker običajno, kot sem rekel, večina zapornikov imajo, veste, približno $500 na svojem računu kadarkoli. In razlog, zakaj zaporniki skušajo na svojem računu ne imeti veliko denarja, je ta, da če imajo visoke globe, odškodnine in sodne stroške, ki jih morajo plačati, ker več kot imaš denarja na računu, več denarja ti bodo vzeli za plačilo teh glob in stroškov odškodnine. In država vzame delež z njegovega zaporniškega računa za Da. odškodnino. Da, mislim, da je njihova politika, da bi moralo biti okoli 20-25%. In zaporniki običajno pripravijo načrt odplačevanja s svojim svetovalcem ali upraviteljem primera, da zagotovijo, da se ta sredstva odštevajo kadarkoli. Ker vam lahko povem, da bi bili zaporniki res jezni, če bi dobili recimo enkratno visostonu svoj račun in potem bi se vrnili in rekli, nekdo mi je poslal, veš, $2,000, zakaj ste mi vzeli več $200-400 z računa. In to je zato, ker, glej, imaš nastavljen načrt odplačevanja in ko ta sredstva prispejo, se odtegnejo. Torej, matematika pri 10,000. 20 od 10,000. 10,000. 20%. Ja. Ja, $200. Torej, veš, ko naredimo ta izračun, bi predvidevala, da te 10,000 tega ne upošteva. Prav, to so tako. In če pogledamo zapise, točno tega ne pokaže. Veš, kje je trenutno s tistimi sodnimi stroški in globami, ki jih mora plačati. In poleg tega sem videl tudi peticijo, kjer pravi, da nima sredstev, da bi plačal, ker ima zdaj na svojem računu, na svojem zaporniškem računu, le še $177. To sploh ne vključuje tega, kar se porabi za telefonske klice in video obiske. Torej je morda še več denarja, ki se donira za. Ni samo denar, mama donira. Ni samo mama. In ji pravim mama, ker jo je imel tako shranjeno v svojem telefonu. Mama in oče. Bila sta osrednji osebi v njegovem življenju, vendar so tudi drugi ljudje, ki donirajo, prispevajo k njegovemu računu v zaporu. Ja, in zaradi velike medijske izpostavljenosti tega primera, in vem, včasih nam je to težko verjeti, še posebej nekomu, ki je bil obsojen za umor 4 študentov na zelo grozovit in nasilen način. Da bi pritegnil toliko pozornosti drugih ljudi, ne samo družine, prijateljev ali tesnih znancev. Pred tem primerom si ne bi mislili, da bi mu kdo sploh prispeval sredstva. Torej, to se očitno dogaja. In verjamem, da tudi oddelek za popravne zavode v Idahu spremlja, kdo nakazuje sredstva na račune posameznih zapornikov.
Ker včasih družine in prijatelji drugih zapornikov nakažejo denar na račune drugih zapornikov. Ko je treba izterjati dolgove, bodisi zaradi iger na srečo ali kakšnih drugih izsiljevalskih dejavnosti. Tako da sem prepričan, da spremljajo, kdo so ti ljudje, so samo oboževalci, so res, ali mu samo dajo denar, ali pa dajo denar tudi drugim zapornikom, ker lahko te informacije uporabijo, da poskušajo ugotoviti, ali je kaj zelo namernega povezano s temi sredstvi, ki prihajajo k zapornikom. Še posebej, če financirajo račune drugih zapornikov v ustanovi. In nazadnje, kar smo vedeli, so ga držali v njegovi celici 23 ur na dan, ker, veš, obstajajo ljudje, ki mu verjetno želijo škodovati. Prav. Tako da ima, mislim, 1 uro zunaj na dvorišču. Veš, vsak dan, če si to želi. In potem ga morajo pospremiti na tisto območje. Tako da ne vemo, koliko se druži z drugimi zaporniki ali je navezal kakšne stike. Ali pa če, kot je bil v zaporu okrožja Lejtah, kjer je ves dan klepetal z mamo prek videoklicev. Verjetno je malo obojega ali pa mešanice vseh teh stvari. Odvisno od tega, kdo je premaknjen v blok celic, kdo je ob njem, kdo je nasproti njega na hodniku. Ker zaporniki komunicirajo med seboj, zelo zanimivo je, kako to počnejo. Pošiljajo si tudi stvari sem in tja skozi celice in temu pravimo vrvice za pošiljanje stvari. Na nekaj pritrdijo sporočilo in potem, ko osebe ni na hodniku, ga potisnejo čez prostor, čez hodnik. In potem zaporniki, včasih prideš na oddelek in vidiš, da ta tip poskuša nekaj poslati drugemu in zgrabiš vrvico ali sporočilo ali karkoli že skušajo poslati. Pogovarjajo se tudi skozi prezračevalne reže. Tako da veš, iz vseh poročil vem, da je bil zelo tih človek, ni se res povezoval z drugimi in to. Zanimivo bi bilo videti, ali komunicira, ali je komuniciral z drugimi zaporniki na oddelku. In potem, ko ga spremljajo, nekoga v najstrožjem varovanju ne bi spremljali samo 2 osebi. Običajno bi ga spremljali 3 ljudje, kamorkoli bi ga peljali. Če mora, na primer, pod tuš, če tuš ni v njegovi celici, bi ga morali tja peljati. Ali pa v pravno knjižnico, ali kot si rekel, na rekreacijsko območje, ki je verjetno manj kot 10 ali 15 metrov stran od enote. Ne bo šel prav daleč na rekreacijo. In najverjetneje je to v nekakšni veliki kletki, kjer lahko teče in morda naredi nekaj vaj z lastno težo. Ampak to ne bi bilo pravo rekreacijsko dvorišče, ker je tam več drugih zapornikov, ki morajo prav tako imeti svoj čas za rekreacijo. Brian Koberger ima podpornike. In tudi sama se sprašujem, ali ljudje pošiljajo denar mami, ona pa potem ta denar posreduje njemu. Očitno so jih res bili. Obstajale so strani GoFundMe in spletno organizirane zbiralne akcije, da bi Brianu Kobergerju dali denar. Ja, in to ni izključeno. Morda zanj zbirajo sredstva prek tretjih oseb in množičnega financiranja. Ker poskuša dobiti sojenje in umakniti sporazum o priznanju krivde, zaradi katerega je moral priznati krivdo za te umore, sem prepričan, da bo moral plačati nekaj pravnih stroškov. In prepričan sem, da ta denar verjetno ne bo šel neposredno na njegov zaporniški račun. Prepričan sem, da bo financiranje verjetno šlo prek njegove družine ali nekoga, ki je z njim tesno povezan, ali pa prek odvetniške pisarne, ki jo izbere. Da ga zastopa pri njegovem poskusu, da dobi sojenje in umakne sporazum o priznanju krivde. Tako da to vsekakor ni izključeno. Da poteka množično zbiranje sredstev prek tretje osebe, prek njegovih staršev. Ker če ne bi prihajal iz premožne družine, veš, od kod potem prihaja ta denar, da lahko kar tako nakažeš $10,000 za 1 leto. Lahko ti povem, noben od mojih staršev mi ne bi dal $10,000 pri 31, 32 letih. Samo zato, veš, tako pač je. Zanimivo bo videti, če obstajajo nekateri viri, ki imajo nekaj informacij o tem, od kod prihaja to financiranje. Ja, brez dvoma, brez dvoma. Vem, da so bili pred časom neki spletni poskusi. In obstaja en račun. Nedavno sem našla eno spletno zbiranje sredstev, ki nima nobenih prispevkov. To je kar zanimivo. Veš, zdi se, da lahko kupi kar nekaj stvari v Kifjevi kantini.
Veš, Tam so morski sadeži. To me je šokiralo. Sem si mislila, morski sadeži? Mislila bi, da bi se to pokvarilo, ampak on je vegan. So tudi mesni prigrizki, pripravljeni obroki, piškoti in krekerji, ramen juha, sladkarije, sirni izdelki. Na voljo je tudi elektronika, ki jo lahko kupiš. Različni izdelki. Je ta roba v zaporu precej draga in se hitro nabere? V zaporu je zelo drago in se res hitro nabere. In zato več gledamo te zapise tukaj, mislim, da vsakič, ko gre v kantino, porabi več kot $100. In veš, spet, prepričan sem, da imajo, temu pravimo common fare, poseben jedilnik za posameznike, ki ne jejo mesa za zaporniškimi zidovi ali v zaporih. Torej, zelo verjetno je, da je verjetno na jedilniku common fare, če ni spremenil svoje prehrane. Vendar je zelo težko kupiti stvari v zaporniški trgovini, ki bi ustrezale prehrani brez mesa. Še posebej z ultrapredelano hrano, ki vsebuje veliko sladkorja in natrija. Zato bi bilo zelo zanimivo videti, ali je denar, ki ga porablja v zaporniški trgovini, povezan s hrano ali z drugimi stvarmi, ki jih lahko kupi. Veste, na primer, za gledanje filmov ali prenos glasbe ali druge podobne stvari. Ali pa morda porablja denar za plačevanje drugim posameznikom v enoti, da bi zagotovil svojo varnost, medtem ko je zaprt v objektu z najvišjo stopnjo varnosti tam v Idahu. Dr. Hendricks, kako pogosto se to zgodi nekomu, ki je obtožen, veste, grozljivega zločina in je priznal krivdo? Rekel je, da je to storil. Zdaj pa pravi, da je bil prisiljen, da so mu dali lažne obljube in da so ga zavajali. Kako pogosto se zgodi, da se nato zapornik pojavi iz nič in reče: želim umikniti svoje priznanje krivde. Želim ga umakniti in zdaj želim sojenje. Je to pogosto po vaših izkušnjah? Zelo pogosto. In vem, da ni v priporu po vrstnem redu primerov, veste, postopek skozi sodni sistem. Tako sem skoraj prepričan, da je imel že, ko je podal priznanje krivde, nekje v ozadju misli, da bo poskušal vložiti peticijo. Lahko vam povem, kot nekdo, ki se je pred 3 leti upokojil iz zvezne službe, da se še vedno ukvarjam z različnimi peticijami habeas corpus in vprašanji zapornikov. Z vsemi mogočimi vrstami težav, ne glede na to, ali je povezano z dolžino njihove kazni, ali je povezano z njihovim plačilom, medtem ko so delali. Ali pa je bilo povezano, veste, z težavami zaradi covida, veste, kako smo v tistem času upravljali naše objekte. Torej, to je zelo pogosto. In prepričan sem, da je pravno osebje v ustanovi popolnoma seznanjeno s tem, kaj poskuša narediti, še posebej, ko želi dostop do pravne knjižnice ali svojih pravnih gradiv. Samo slediti morajo svojim postopkom in proceduram, ker je to zame več kot samo to, da bi on dobil novo sojenje, veste, in umaknil priznanje krivde. Prav tako verjamem, da poskuša ugotoviti, ali lahko osebe tam naredi kakšne napake, da bi lahko vložil peticije habeas corpus proti njim in v zvezi s tem postopkom, da bi ga lahko na koncu odstranili iz tistega objekta z najvišjo varnostjo ali pa ga premestili v zapor zunaj zvezne države Idaho, da bi bil lahko bližje svoji družini in prijateljem v zvezni državi Pennsylvania. Tako da mislim, da ima tukaj večji načrt glede tega, kakšni so njegovi nameni. Zelo zanimivo je. Omenil si možnost vložitve habeas peticije. Ker sem to govorila že od začetka, mislila sem, da bo prej ali slej vložil habeas peticijo in da to ne bo zadnje, kar bomo slišali o njem, ko je priznal krivdo. Ali je torej vse to morda priprava na to habeas peticijo? Ker je to drugačna vrsta peticije kot tista za pravno sredstvo po obsodbi. Da išče neko vrzel, da bi se lahko prišel iz te ustanove. Bodi si ustanovo z nižjo stopnjo varnosti tam v Idahu, ali pa morda postane državni zapornik nekje bližje svoji družini. In takim ljudem pravimo simulanti. On zveni kot zapornik, ki simulira in nenehno vlaga pritožbe ter nenehno preverja, ali osebje opravlja svoje delo. Ker na koncu že najde kakršnekoli napake pri tem, kar počnejo, bo poskušal najti način, da bi se spravil iz te ustanove. In kot sem že rekel, želi se približati svoji družini. Na koncu pa išče svojo svobodo.
ampak mislim, da trenutno bolj ali manj poskuša postaviti temelje, da bi lahko prišel ven iz te enote J v objektu z najvišjo varnostjo tam v Idaho. No, bomo videli, kako se bo razpletlo. Mislim, da smo tukaj pri prvem koraku s to peticijo za pravno sredstvo po obsodbi. Dodelili so mu odvetnika, oziroma sodnik je odredil, da mu ga dodelijo. Tako da bomo videli, kako se bo vse to razpletlo. Najlepša hvala, dr. Hendriks. Vse nam to. Hvala, da ste me povabili. Zdaj pa se obrnimo na Davida Singletona. Je odvetnik, ki je v preteklosti veliko delal na področju pravnih sredstev po obsodbi. Poleg tega pa je tudi profesor prava na Univerzi okrožja Columbia. Torej, David, najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Antoaneta, veselje mi je. Ja, minilo je že veliko časa. Torej, Res je. pogovoriva se. Malo o predlogu Briana Kohbergerja za pravno sredstvo po obsodbi. To je človek, ki je šel na sodišče in rekel, da se je prostovoljno in z razumevanjem odpovedal pravici do sojenja. Strinjal se je s tem. On je to storil. Kakšno je vaše mnenje o tem, da je zdaj vložil to zahtevo? Ali ga čaka težka pot? To bi bilo, kot da bi jaz prvič poskušal splezati na Mount Everest brez vrvi in kisika. Zanj bo res zelo težko. In razlog za to je, da preden je sodnik sprejel njegovo priznanje, je sodnik opravil tako imenovani sodni preizkus priznanja krivde. Tam sodnik postavi veliko vprašanj, da ugotovi, ali je priznanje dano prostovoljno in z razumevanjem. In v bistvu je to način, da sodnik, če hočete, čim bolje zavaruje priznanje. Tako da kasneje ne bo mogoče trditi, da je bilo priznanje dano neprostovoljno. Torej, ne samo, da je sodnik najprej postavil gospoda Kohbergerja pod prisego, da odgovori na ta vprašanja, ampak je sodnik šel skozi celo vrsto vprašanj, kot so: ste zadovoljni s svojim odvetnikom? Ste zadovoljni s svetovanjem svojega odvetnika? Odgovori na ta vprašanja so bili pritrdilni. Ali vas je kdo prisilil, da priznate krivdo? Odgovor na to je bil ne. Ali vam je kdo kaj obljubil, kaj drugega kot tisto, kar je v sporazumu o priznanju krivde, ki ga je ponudila vlada? Odgovor je bil ne. Torej je sodnik na zelo previden način nekako odstranil možnosti za kasnejši izhod iz sporazuma o priznanju krivde, ki bi jih gospod Kohberger morda želel poskusiti. Na primer z izgovorom, da je bil njegov odvetnik neučinkovit. Ni bil zadovoljen s tem, kar mu je svetoval njegov odvetnik, ali da mu je odvetnik obljubil nekaj, kar zdaj pravi, da ni bilo izpolnjeno. Taka vprašanja bodo gospodu Kohbergerju zelo otežila umik priznanja krivde. Veste, rekel je, da so njegovi odvetniki, za katere je dejal, da so fantastični in odlični. To so moje besede, povzemam. Veste, med pogovorom je v bistvu povedal, da je zadovoljen z njihovim zastopanjem, z vsem, kar ste pravkar omenili. Ampak rekel je, da so ga v bistvu prisilili. Da je on, veš, rekli so, končal boš v oddelku za obsojene na smrt. Grozno je, veš, streljni vod te čaka, veš, to bo pravna zmaga. Ali ima tam kaj, veš, na kar se lahko oprime? Ker v bistvu pravi, da so ga prisilili v laž in v lažno priznanje. In pravi, da so mu njegovi odvetniki v bistvu rekli: čakate streljni vod, moraš sprejeti to ponudbo. No. Najprej ne vem, kaj bodo odvetniki rekli o tem, kako so oblikovali svoj nasvet. Ampak odvetniki imajo tudi svetovalno vlogo. In del te vloge je, da stranko opozorijo na možne posledice priznanja krivde. In veste, zagotovo, če bi gospod Kohberger šel na sojenje in bil obsojen, zelo verjetno bi dobil smrtno kazen. Šlo je za obtožbe, za katere je zagrožena smrtna kazen. In v tako odmevnem primeru bi bil presenečen, če ne bi dobil smrtne kazni, če bi bil po sojenju obsojen. Zato mislim, je to primerno za odvetnike. Spet, ne vem, kaj so rekli ali kako so to povedali. Ampak da mu povejo, s čim se sooča, če ne prizna krivde. To pa še ne pomeni, da je priznanje neprostovoljno.
To je, veste, še vedno ne pomeni, da nekoga silijo v nekaj. Preprosto ne boste prišli do točke, ko bo sodišče reklo, da je to neprostovoljno priznanje. Še posebej, ko je sodnik vprašal, ali vas je kdo prisilil v to, in odgovor je bil ne. Prav. Ena stvar, ki se mi zdi zelo zanimiva, je dejstvo, da mislim, da to ni presenečenje za nikogar, ki je to zadevo podrobno spremljal. Nisem presenečena, da je to naredil. Imela sem zelo dober občutek, da bo naredil nekaj takega. Ali to ogroža njegovo sporazum o priznanju krivde? Ker je kot del tega sporazuma o priznanju krivde odpovedal vsem pritožbam. Torej, ali bi se lahko država vrnila in rekla, veš kaj, prijatelj, želiš sojenje, pa naredimo to, ker si pravkar kršil pogoje sporazuma. Močno dvomim, da bi država to storila. Zdaj spet, nisem država Idaho, ampak mislim, da je bil del razloga za priznanje krivde na prvem mestu in zavedam se, da je bilo glede tega nekaj nestrinjanja znotraj družin žrtev. Ampak del razloga za to je, da vsaj nekaterim družinam prihrani preizkušnjo sojenja, kjer bi morali vse to ponovno podoživeti. In mislim, da bomo videli, in spet, morda se motim, ampak mislim, da bomo videli, da bo država rekla, ne, gospod Kohberger, motite se. To priznanje krivde ni bilo neprostovoljno in bodo, veste, nasprotovali tej zahtevi za umik priznanja krivde. To bi pričakoval. Ampak vse se lahko zgodi. Tako da bom počakal z vami in opazoval. Da čakamo in opazujemo. Dodeljen mu je bil zagovornik ali vsaj sodnica Hiplerjeva je podpisala odredbo, da mu mora urad javnega branilca dodeliti odvetnika. Torej, če to pristane na vaši mizi, David Singleton, v preteklosti ste vložili že veliko vlog za odpravo obsodbe. Kako bi se tega lotili? Mislim, da se tega lotite tako, da najprej govorite s svojo stranko, torej z gospodom Kohbergerjem, in ugotovite, veste, kaj on trdi, da je bilo rečeno, bolj natančno, kot je napisal. In potem se pogovorite z odvetniki, malo raziščete, poskušate ugotoviti, zakaj gre. Mislim, če ste odvetnik, ki bo zastopal gospoda Kohbergerja, morate narediti vse, kar je v vaši moči, da dosežete njegove cilje. Veste, kljub temu mislim, da bo imel težko pot. Vendar bo moral, kdorkoli bo imenovan, narediti vse, da razišče njegove trditve in potem poskušati pomagati, če obstaja osnova za to. Pokrivala sem primere, kjer ste delali na tem, da bi ljudi spravili iz zapora, ki so bili obsojeni in so trdili, da so bili neupravičeno obsojeni, ter so bili dejansko nedolžni. Ste kdaj imeli primer, kjer je obtoženec sklenil sporazum o priznanju krivde? Ker so se tako bali, da bodo dobili smrtno kazen? Ker je bila napetost okoli primera tako visoka, čustva so bila močna in je bil strah, da poštenega sojenja sploh ne bo. Ste kdaj imeli primer, kjer je obtoženec priznal krivdo, da bi se temu izognil, nato pa uspel z zahtevo za odpravo obsodbe po izreku kazni? Da, pravzaprav sem imel enega v naših starih krajih v okrožju Butler v Ohio in ni šlo za odmeven primer na nacionalni ravni, ampak v okrožju Butler je bil zelo odmeven. Našo stranko so napeljali k prepričanju, da bo dobila smrtno kazen. Odvetnik jo je zelo slabo svetoval. In potem, leta kasneje, smo vložili zahtevo za umik njenega priznanja krivde po sojenju, kar je mimogrede veliko težje, kot pa prositi za umik priznanja krivde pred izrekom kazni. Mi smo to vložili, rekel sem po sojenju. Mi smo vložili zahtevo za umik njenega priznanja krivde po izreku kazni zaradi neučinkovitega pravnega zastopanja, ker je bila zavedena glede smrtne kazni, ki bi jo lahko zahtevali, pa je niso. In uspelo je doseči določeno olajšanje zaradi neučinkovitega pravnega zastopanja. Torej, ni nemogoče, je pa težko. In to je bil težek boj v tem primeru. In nismo se ukvarjali z enako težo obtožb, kot jih je imel gospod Kohberger. No, zanimivo bo videti, kako se bo vse skupaj razpletlo. Upam, da se boste vrnili in znova govorili z nami o tem. David Singleton, najlepša hvala. Kadarkoli, Anet.
Sodnik Hipler, se ga spomnite? Odredil je, da mora urad javnega zagovornika imenovati odvetnika za Briana Kohbergerja v njegovih prizadevanjih po obsodbi. Se spomnite, celotno spisno dokumentacijo primera Briana Kohbergerja in njegovo vlogo po obsodbi lahko preberete v naši novi aplikaciji Law and Crime Plus. Oglejte si jo. In to je vse za to epizodo Crime Facts. Sem Anjanet Levi. Najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo naslednjič.